Končujejo se tretje rokodelske delavnice Delfin 2015. Kako jih ocenjujete? Te delavnice so bile zelo uspešne, inovativne, družabne, bi rekla, skratka povezovalne na vseh področjih. V čem so bile uspešne in inovativne? Inovativne so bile potem, da smo uporabljali predvsem materiale za ponovno uporabo, od stekla, plastike, tekstila, papirja in volne in ostalih stvari, ki jih ponavadi doma odvržemo ali zavržemo. Iz tega so nastali novi, lepi, uporabni izdelki. Kateri so to? Naprimer, košarice iz papirja, iz reklam. Zelo se jezimo na reklame, vendar iz teh reklamnih materialov se da narediti lepe košarice za razne predmete, vaze, šatulje, koše za smeti, skratka vse se da ponovno uporabiti. Še kaj drugega? Tudi nakit se da narediti. Kakšen pa? Nakit se nareže na trakove in se zvija in se naredi nakit za okrog. V čem so bile pa inovativne? Inovativne so bile potem, ker so naše rokodelke znajo izkoristiti vsako stvar. Tako odpadne steklenice so oblekle v zavržene oziroma odpadle niti, bombažne ali volno ali vrvice, špage in so z teh naredile lončke s pokrovi, v kateri shranjujemo čaj, kavo, sladkor, kekse. No, to lahko rečemo, da je bilo zelo ekološko usmerjena delavnica, vendar niste delali sami iz odpadnih materialov, ste tudi delali iz normalnih materialov. Seveda. Katere izdelke? Delali smo iz volne, smo pletli, potem smo delali iz lesa. Kaj? Iz lesa smo naredili ploščice za označevanje rastlin v vrtovih. Potem smo imeli čaje, spoznavali smo čaje, zdravilnost, uporaba. Iz njih smo naredili zeliščne venčke. Tako da so se rokodelke in rokodelci seznanili tudi z uporabo rastlin. No, če sem prav razumel, ste rekli, da ste želiš naredili adventne venčke. To je pa neka posebnost, ne? Tako. Kako ste prišli na to idejo? Mogoče zaradi tega, ker imajo v hotelu Delfin knajpo vrt? Ja, prav zato smo rekli, bomo prinesli Delfin zelišča in kako bi jih oblikovali, da bi lepo izgledalo, da bi bil lep izgled in pregled in poučen venček. In zato smo naredili krog. Krog je povezovanje, je kolo življenja in na ta krog smo privezali rastlince in tako je nastal povezovalni adventni venček. Sedaj pa še nekaj besed rečemo o tej družabnosti in izmenjavi mnenj. Kako je po vašem to potekalo? Je bilo v teh izmenjavah zelo pestro? Ja, družabnost pri nas je zelo velika, nikjer ni fovšije, vsakrat pokaže, kar zna, znanje delimo naprej, delamo tudi po delavnicah, se družimo, delimo znanje naprej. In dajva še potem reči, kakšen je pravzaprav namen teh rokodelskih delavnic? Namen teh rokodelskih delavnic je, da naučimo mojstre, da mojstri naučijo svoje mentorje, da ti mentorji učijo v svojih društvih, da prenašajo znanje v sovrstnike, v šolah, na mlajšo generacijo. Skratka, širimo znanje, tako kot hobotnica se širi. In kakšni so sedaj načrti za naprej? Povpraševanje je že tako veliko, da bomo morali naslednje leto verjetno dvodnevne, dvakrat letne delavnice
za narediti. Tako da upamo, da nam bo uspelo. No? Nam more uspeti, ker je povpraševanje tako veliko. So bile letos kakšne novosti in če jih načrtujete tudi v prihodnje, po izkušnjah, ki ste se jih nabrali? Ja, novosti so vedno dobrodošle, saj moramo iti s časom naprej, tako ohranjamo dediščino, vedno pa dodajamo nove stvari. Da, v čem so kakšne so te nove reči? Uporaba novih materialov, nov način izdelave predmetov, tako ogrlic, oblikovanje na novo, preoblikujemo. Ne delamo vse na tradicionalen način, ampak s tradicionalnimi materiali na nov način. Ampak vi ste poskrbeli tudi za medgeneracijski prenos teh znanj. Kakor sem opazil, ste imeli v gosteh šolarje iz Izole. Seveda, mi vedno okolico povabimo, da pride k nam ali mi k njim. Tako so nas letos obiskali učenci in smo za njih pripravili delavnice, kjer so izdelovali obeske za novoletne jelke iz slame. No, tukaj v Kroknaju je zelo živahno. Imate zopet nek obisk, ne? Seveda, danes imamo obisk zamejskih rokodelk iz Trsta, tako da smo zelo veseli, da se povezujemo tudi meddržavno. No, tukaj bo poudarek, da je to za rokodelce in rokodelke iz zamejstva, ki so Slovenci, ne? Tako, iz Trsta Slovenci. To pomeni, ima ta delavnica oziroma mednarodni pomen, ne? Kar je lepo. No, če zaključiva ta najnem pogovor, kaj si želite, da bi se uresničilo v naslednjem letu oziroma do naslednjih rokodelskih delavnic? Da se to znanje razširi po celi Sloveniji, da bomo imeli drugo leto velik izbor, velik nabor, kaj bomo ustvarjali naslednje leto. Ker naredimo razpis, selektorski izbor, potem nam pošljejo izdelke in komisija pregleda in potem se odločimo, kaj bomo. No, še to bi me zanimalo, ali potem te izdelke razstavite, je to samo razstava ali je tudi morda prodajna razstava? Te izdelke, ki jih mojstri in mentori naredijo na delavnicah, odnese vsak domov, predtem pa na zaključnem večeru naredimo razstavo vseh teh izdelkov, ki so jih naredili na delavnicah.